Viva podcast za višjo kakovost življenja. Pozdravljeni v Vivinem podcastu Življenje brez raka. Rak je ena najpogostejših sodobnih bolezni. V Sloveniji se število onkoloških bolnikov vsako leto poveča za približno 2%, kar pomeni od 300 do 400 novih primerov več kot leto prej. Sicer pa v Sloveniji vsako leto za rakom zboli približno 19.000 ljudi in ta številka žal še narašča. Hkrati pa strokovnjaki opozarjajo, da bi lahko kar 40% primerov raka preprečili. Na vprašanje, kako, bodo v današnjem podcastu odgovarjale profesorica doktorica Janja Ocvirk, onkologinja internistka, ki se pri svojem delu vsakodnevno srečuje tako z zdravljenjem raka, kot tudi s posledicami, ki jih bolezen prinese bolnikom in njihovim družinam. Pozdravljeni. Pozdravljeni. Docentka doktorica Urška Ivanuš, specialistka javnega zdravja in ena ključnih strokovnjakinj na področju presejalnih programov ter preventive raka v Sloveniji. Lep pozdrav. In doktorica Katja Jarm, ki se ukvarja predvsem s preventivo, javnim zdravjem in ozaveščanjem o dejavnikih tveganja za raka v sodobni družbi. Dober dan. Hvala še enkrat, da ste si vzeli čas in da ste pripravljeni te dragocene informacije deliti z nami in z našimi poslušalci oziroma gledalci. Rak danes torej ni samo nek zdravstveni problem, ampak tudi vse večje družbeno in ekonomsko breme. Naraščajo stroški zdravljenja, bolniške odsotnosti, duševne stiske, pa tudi število ljudi, ki z boleznijo živijo dolga leta. Po eni strani oziroma po drugi strani pa danes raka odkrijete prej in pri številnih rakih se je tudi preživetje bistveno izboljšalo. Profesorica doktorica Ocvirk, če primerjamo današnjo situacijo s tisto recimo pred 20 do 30 leti, kaj se je pravzaprav spremenilo pri sami pojavnosti in tudi pri zdravljenju raka? Pri pojavnosti se je število praktično podvojilo. Sedaj, po zadnjih podatkih, zboli že 19.000 novih bolnikov letno, med nami živi pa več kot 130.000 ljudi z rakom. Diagnostika je čedalje boljša, odkrivamo tudi bolj v zgodnjih stadijih oziroma odkrijemo rake, morda ki jih nikoli ne bi odkrili, tak je recimo rak prostate v zelo poznem obdobju življenja z markerjem PSA. Po drugi strani pa seveda se stara prebivalstvo in nekje polovico tega povečanja vsakoletnega bi lahko pripisali temu, da se staramo in da imamo čedalje več starejših ljudi. Nekaj pa tega lahko pripišemo tudi drugim dejavnikom tveganja, lahko bi kar nekaj rakov tudi preprečili. Ja, ta številka 40% se sliši skoraj neverjetno, ne? Kaj v resnici pomeni? No, o tem bomo tudi še v nadaljevanju seveda podrobneje, ampak... To pomeni, da če bi bolj zdravo živeli, če bi se tega zavedali, če bi se izogibali alkoholu, če ne bi kadili, če bi se več gibali, zdravo prehranjevali, pa tudi pri izpostavljenosti soncu kaj naredili zase, bi marsikaterega od teh rakov lahko preprečili, lahko bi jih preprečili tudi do 40%. Pri katerih rakih pa opažate največji porast pravzaprav v zadnjih letih? Najbolj se je povečala incidenca kožnih rakov, med njimi melanoma, drugače pa se povečuje tudi incidenca tistih, ki so med najpogostejšimi, to je rak pljuč, rak dojk pri ženskah in prostata seveda pri moških. Pri preprečevanju raka gre za majhne vsakodnevne korake, vsakodnevne spremembe, ki dolgoročno odločajo o tem, ali bomo živeli z rakom ali pa brez njega. No, in ti ukrepi so zbrani tudi v Evropskem kodeksu proti raku. Doktor Ivanuš, Evropski kodeks proti raku nam zelo jasno pove, da tveganje za raka ni samo stvar genetike ali pa mogoče sreče, ne, kot si nekateri še vedno mislijo, ampak je odvisno predvsem od nas samih oziroma tudi od nas samih. Kako pomembno je, da ljudje to razumemo? To je res. Zelo veliko lahko naredimo sami, ne vsega, ne. Kot smo rekli, okoli 40% rakov pa lahko preprečimo. Ampak, če smo čist natančni, rak je vedno posledica mutacije našega genetskega materiala, DNA-ja, ne. Mi, ko se rodimo, pravzaprav takoj
ko se rodimo, že začenjajo nastajati mutacije v našem telesu vsak dan, nekatere tudi rakave. Ampak naše telo ima izjemno sposobnost, da te mutacije popravlja, da preprečuje, da bi v bistvu se mutirane celice res spremenile v raka in razširile po telesu, ampak starejši, ko smo, večja je verjetnost, da bo ena taka rakava celica pobegala vsem tem popravljalnim mehanizmom in pravzaprav se je začela deliti. In dokler je pač ta kupček celic majhen, mi nimamo simptomov, čeprav že imamo raka, ne? Ko pa se veča, ko začne pravzaprav tudi rast v sosednja tkiva, ko začne metastazirati, se pravi zasevki grejo v oddaljena tkiva, takrat se pa pojavijo simptomi in takrat pravzaprav raka opazimo, ker imamo neke težave. In zdaj zelo pomembno je, kdaj na tej poti lahko mi nekaj naredimo. Mi lahko zelo veliko naredimo, že preden sploh pride do tega, da rak nastane. Temu rečemo primarna preventiva. Tukaj lahko naredimo veliko s tem, da se izogibamo nevarnostnim dejavnikom za raka in da pravzaprav upoštevamo in izvajamo tiste stvari, ki nas pred rakom varujejo. Po drugi strani lahko pa veliko naredimo tudi na tej poti, na tej točki od tega, ko pa že imamo to bolezen, vendar simptomov še ne. In sicer temu rečemo zgodnja diagnostika. S presejalnimi programi mi odkrivamo raka, preden se pojavijo simptomi. Pomembno pa je, da so tudi ljudje ozaveščeni o simptomih, da takoj, ko jih opazijo, pravzaprav kontaktirajo zdravnika. No, to je že 5. različica tega Evropskega kodeksa. Vi ste sodelovali tudi pri njegovem nastajanju, pa tudi še nekateri drugi slovenski strokovnjaki. Pravzaprav si ljudje sploh ne predstavljamo, koliko nekega usklajevanja, koliko preverjanja dokazov in koliko raziskav stoji za vsem tem. To je res, to je izjemno veliko število raziskav iz celega sveta, tudi iz Evrope. In sicer organizacija, ki v svetovni ravni, tudi v Evropi pravzaprav odloča o tem in preverja te dokaze, se pravi, katere snovi res povzročajo raka in katere ne, je Mednarodna agencija za raziskovanje raka pri Svetovni zdravstveni organizaciji. In ta organizacija je bila tudi pooblaščena strani Evropske komisije, da pripravi že 5. različico Evropskega kodeksa proti raku. In tega so se lotili tako, da so angažirali 60 vodilnih evropskih strokovnjakov z področja raka, preventive raka in so nas razdelili v 4 delovne skupine. Prva se je ukvarjala z življenjskim slogom, druga se je ukvarjala z okoljem in delovnim okoljem, tretja se je ukvarjala z okužbami in rakom. Okužbe so eden od manj prepoznavnih nevarnostnih dejavnikov, ki povzroča raka, in četrta se je ukvarjala s presejanjem. V tej četrti sem tudi jaz sodelovala, sem jo sovodila, drugače pa je v skupini za okužbe tudi profesor Matičičeva sodelovala iz infekcijske klinike. Imeli smo pa tudi znanstveni odbor, kjer je sodeloval profesor Tit Albrecht in potem izjemno pomembno komunikacijsko skupino. Kajti mi strokovnjaki v skupinah smo pregledali vso literaturo, vse rezultate raziskav. Če kaj ni bilo jasno, smo imeli na voljo 2 veliki skupini strokovnjakov, ki se ukvarjajo s sistematičnimi pregledi po posebni metodologiji, metaanalizami, in so oni pravzaprav naredili sistematični pregled, metaanalize, nam podali rezultate in na podlagi vsega tega smo se mi odločali, kaj bomo priporočili. Ampak ta naša priporočila niso šla takoj v kodeks, ampak so šla čez sito skupine za komunikacijo, kjer so pa sedeli strokovnjaki, ki se ukvarjajo z vedenjem, strokovnjaki, ki se ukvarjajo s komunikacijo, in oni so tudi testirali, kako ta priporočila oblikovati, da jih bodo ljudje po eni strani razumeli in po drugi strani, da jih bojo spodbudili, da naredijo tisti korak, ki je potreben, da nekaj razumeš, prevedeš v to, da se aktiviraš. In to ni tako enostavno, prevesti te znanstvene dokaze v neka jasna priporočila, ki jih lahko razume čisto vsak človek in jih tudi seveda potem zna upoštevati. Ne, moram reči, da je ta skupina imela kar težko delo, tudi mi smo se velikrat pravzaprav mi sami ukvarjali s tem, kako naj nekaj povemo, pa nam je bilo kar malo lažje, ko smo rekli, saj imamo posebne strokovnjake, ki se s tem ukvarjajo, je pa to res ključno, ne?
vidimo, da pravzaprav je zelo pomembno, kako kakšno stvar poveš. Po eni strani zato, da ljudje razumejo, po drugi strani zato, da ji tudi verjamejo in, kot sem že prej rekla, tudi zato, da potem v bistvu to, da ti nekaj veš, še ne pomeni, da se boš res aktiviral, da pride do te odločitve, da boš spremenil vedenje, ne? Da boš nekaj začel ali na novo delati ali pa da boš nekaj opustil. Ne? In to je tisto, kar je v preventivi raka izjemno pomemben korak in za tega pravzaprav v zadnjih časih veliko več strokovnjakov vključujemo z področja vedenja in komunikacije, kot smo v preteklosti, ker tukaj nas dostikrat zmanjka. No, prejšnja različica kodeksa je imela 12 priporočil, zdajšnja jih ima 14. Kaj se je v primerjavi s tisto prejšnjo varianto pravzaprav v kodeksu najbolj spremenilo, dr. Jarm? Hvala lepa. Torej, trenutna različica vsebuje 14 nasvetov, kaj lahko vsak sam naredi, da si zmanjša ogroženost z rakom. Tej nasveti so razumljivi, izvedljivi in enostavni. Zdaj, strokovnjaki niso dodali veliko novega, nekoliko so prerazporedili ta priporočila. Popolnoma novo je na primer priporočilo 11. priporočilo glede onesnaženosti zraka. Potem so pa pri posameznih priporočilih dodali ali pa poudarili še določene stvari, kot na primer pri alkoholu, če ga lahko izpostavim, v prejšnji različici je bil nasvet, da zmanjšamo količino popitega alkohola, sedaj pa je priporočilo, da se izogibamo alkoholnim pijačam. Potem, na primer, lahko bi izpostavila še priporočilo glede sončnih žarkov, izpostavljenosti sončnim žarkom, kjer je zdaj navodilo glede solarjev, da jih nikoli ne uporabljamo, torej res nikoli. Mogoče še pri organiziranih presejalnih programih bi mogoče še dodala, da poleg že prej priporočene udeležbe v presejalnih programih za raka debelega črevesa in danke, raka dojk, raka materničnega vratu, je sedaj tukaj še priporočilo za presejanje pljučnega raka. Ja, danes medicina vse bolj poudarja, da rak ni vprašanje samo ene slabe navade, recimo, ampak dolgoročnega življenjskega sloga. Kako težko pa je ljudi pravzaprav prepričati, da imajo lahko tudi take, vides mogoče nedolžne navade, dolgoročno nek slab učinek na naše zdravje. Ja, in ravno to je namen tudi teh 14 nasvetov proti raku, ker pač ljudje morajo in imajo pravico vedeti, kaj lahko sami naredijo, da si zmanjšajo ogroženost in kaj dejansko učinkuje, da bi preprečili raka. In na primer, če sem konkretna, prvih 8 nasvetov dejansko je zelo močno povezanih z našim življenjskim slogom in z našim vedenjem, kaj res lahko v vsakdanjem življenju. Torej ne, kaj bomo naredili enkrat na mesec, enkrat na teden, enkrat na leto, ampak da res vsak dan nekaj od tega upoštevamo in se poskušamo držati. Če sem konkretna, to so priporočila, da ne kadimo, da se več gibamo, da zmanjšamo čas, ki ga preživimo sede, da zdržujemo normalno telesno maso, da se izogibamo prekomerni izpostavljenosti s sončnim žarkom, da pač uživamo ustrezno prehrano in da se izogibamo alkoholnim pijačam. To je nekaj, kar lahko dejansko res vsak dan po malem udejstvujemo. Tako, vsaj enega od teh priporočil, recimo, vsaj eno od teh priporočil vsak dan. No, če gremo še enkrat malce podrobneje od začetka, tobak. Med priporočili je še vedno na prvem mestu tobak in še na drugem, ker je tam pasivno kajenje tudi omenjeno. Ne? Tukaj sploh ne bi smelo biti več nobenih dvomov o nevarnosti kajenja, da kajenje povzroča raka pljuč, recimo, pa ne samo tega. Ne? Tega mogoče ljudje niti ne vedo. Katere vrste raka so še najbolj povezane s tobakom? Ja, res je. Tobak je v bistvu eden najbolj pomembnih preprečljivih nevarnostnih dejavnikov za raka. Povzroča več kot 15 vrst raka. Poleg že omenjenega pljučnega raka so tukaj, bi še omenila, naprimer rake vratu in glave, naprimer rak ustne votline, potem rak požiralnika, povezan je tudi z rakom debelega črevesa in danke, z rakom mehurja in tako naprej. In dejansko
Saj kar se tiče pljučnega raka, je povezan z vsaj 85% novih primerov pljučnega raka. Tako da si lahko predstavljamo, kakšna je to velika številka, če sploh ne bi kadili. Ne? In je tudi z razlogom na prvem mestu. Na drugem mestu pa je da zmanjšamo tudi pasivno izpostavljenost tobačnemu dimu. Tukaj so pa, če mogoče poudarim, še novost dodali, da poleg tega, da ohranjamo svoj dom brez tobačnega dima, da je tudi v avtu seveda okolje, ki naj bo brez tobačnega dima. No, pa ni samo tobak tisti, ki je nevaren, predvsem med mladimi se širijo tudi nove oblike različnih nikotinskih izdelkov, pa tudi vejpanje. Pa imate danes že dovolj dokazov, da tudi te oblike predstavljajo tveganje za raka. Da, tako je. In tudi s tem namenom je dejansko v prvem priporočilu že tudi v kodeksu dodano priporočilo, da ne uporabljamo tobačnih izdelkov v nobeni obliki in tudi ne izdelkov za vejpanje. Opozorila bi tudi na nikotinske izdelke, kjer te pa vsebujejo nikotin, ki je pa zelo zasvojljiv in lahko ta uporaba vodi v potem nadaljnjo uporabo drugih oblik tobačnih izdelkov, tako da imamo že dovolj dokazov tudi za to. No, vse več se poudarja tudi vpliv debelosti na nastanek raka. Kaj danes pravzaprav vemo o tej povezavi in s katerimi vrstami raka je debelost najbolj povezana? Tako je, torej čezmerna telesna masa in debelost ni samo ena številka, ki si jo zmerimo na tehnici, ampak dejansko lahko poveča našo ogroženost za nastanek raka. Naprimer, pri moških je to najbolj povezano z nastankom rakov debelega črevesa in danke, pri ženskah po menopavzi pa z rakom dojk. Ampak so seveda tukaj še drugi raki, s katerimi je povezana prekomerna telesna masa in debelost, kot naprimer rak trebušne slinavke, pa rak jajčnikov, rak maternice, tudi nekateri limfomi, rak požiralnika. Tako da tudi tukaj je paleta vrst raka, s katerimi smo ogroženi, če smo prekomerno težki, kar velika. Veliko se govori o debelosti v zadnjih letih predvsem. Danes jo medicina obravnava tudi kot kronično bolezen. Kaj pa ljudje? A se zavedamo dovolj, recimo, kakšno tveganje predstavlja debelost, še posebej v kombinaciji recimo z naslednjim priporočilom, to je gibanje oziroma premalo gibanja v tem primeru, ki tudi posredno vpliva na debelost in na nastanek raka. Ja, seveda, torej s prekomerno telesno maso je povezan in način prehrane in seveda pomanjkanje telesne dejavnosti. In tukaj kodeks svetuje, kar se tiče prehrane, kako lahko vzdržujemo normalno telesno maso, da se čim bolj izogibamo hrani, ki je preveč kalorična, preveč sladka, vsebuje preveč soli, preveč maščob, in da tudi čim bolj omejimo uživanje visoko procesirane hrane, to so močno predelana živila, da se tudi izogibamo pitju preveč sladkanih pijač. Tukaj se konkretno svetuje, da pijemo večinoma vodo in ne sladkane pijače. Kar se pa tiče telesne dejavnosti, bi pa mogoče tukaj izpostavila, da se ta nasvet v primerjavi s prejšnjo 4. različico, ki je bila objavljena pred 10 leti, ni popolnoma nič spremenil in še vedno seveda svetuje, da smo vsak dan telesno dejavni in da poleg tega, da smo telesno dejavni, tudi zmanjšamo čas, ki ga preživljamo sede. A ste tukaj lahko bolj konkretni? Koliko gibanja pravzaprav potrebujemo, da ima to že lahko nek merljiv vpliv na zdravje? Torej, Svetovna zdravstvena organizacija priporoča, da za neko vzdrževanje te telesne mase, ki jo imamo sedaj in zdravega seveda zdravja, da smo zmerno aktivni vsaj 150 do 300 minut na teden, ali pa da se ukvarjamo z neko visoko intenzivno telesno dejavnostjo 75 do 150 minut na teden. Poleg tega pa bi morali še 2-krat na teden delati neke vaje za moč. Za starejše po 65. letu se pa priporočajo tudi vaje za ravnotežje. Če pa seveda želimo svoje zdravje še izboljšati ali pa zmanjšati telesno maso, pa moramo verjetno te minute, ki jih posvetimo telesni dejavnosti, še nekoliko povečati.
Ja. No, prehrano ste že omenili, pa tudi to, da imamo danes na voljo ogromno ultra predelanih živil, veliko sladkorja, veliko soli, različnih dodatkov, tudi rakotvornih. Katere prehranske navade so danes po vašem najbolj problematične? Česa pojemo preveč, pa česa po drugi strani premalo? Ja, ravno to, kot sem omenila, ta visoko predelana živila, za katere se dejansko sploh ne zavedamo, da so visoko predelana, torej vsi neki hitri, slani, sladki prigrizki, ki jih kupujemo in nam tako zapolnjujemo dan, ko mogoče nimamo časa, da bi pojedali en kakovosten obrok. Vsa predpripravljena hrana, ki jo kupimo, pa jo samo odmrznemo, pa pogrejemo, to so vso visoko predelana živila, ki dejansko so že z določenimi raziskavami dokazana, da lahko pač vplivajo na večjo ogroženost z določenimi raki, naprimer z raki debelega črevesa in danke. No, alkohola ste se tudi že dotaknili. Včasih smo govorili o varnih ali pa mogoče celo priporočljivih količinah alkohola, recimo kozarec rdečega vina pri kosilu. Danes se je to spremenilo. Danes pravite, ali to res velja, da ni varne meje, če govorimo o tveganju za raka? Tako je, točno tako, kot ste povedali, tukaj smo pa zelo kratki in jedrnati, torej izogibamo se alkoholnim pijačam, z vsako popito alkoholno pijačo si lahko povečamo ogroženost z rakom in dejansko ni varne meje pitja alkohola, torej ni neke količine, neke merice, s katero bi rekla, če pa največ toliko popijemo na dan, smo pa na varni strani. Ne, pri preprečevanju raka ni varne meje pitja alkohola. Ja, za Slovence je to verjetno kar težko, Ja. Ki imamo pitje vina, predvsem vina, v kulturi ali pa v nacionalni identiteti, recimo. Res je, ampak alkohol je povezan vsaj 7 vrstami rakov, tako da tudi to je prav, da vsi vemo. Vsi velja zapomniti. No, med priporočili je tudi dojenje, ki deluje zaščitno, kot pravijo strokovnjaki, tako na mater, kot tudi na otroka. Zakaj pravzaprav? Ja, dojenje je pa zaščitni dejavnik, ko govorimo o raku. Tukaj je omenjen v 7. priporočilu, torej, da naj ženske, če le morejo, dojijo in naj dojijo čim dlje, ker jih ščiti pred rakom dojk. Tako da mislim, da je nek podatek, da vsakih 12 mesecev dojenja lahko tam do 5% zmanjša ogroženost za rakom dojk. Torej ženske, ki še imajo to možnost, naj to vsekakor upoštevajo. Kot rečeno, svoje mesto v Evropskem kodeksu proti raku je dobila tudi izpostavljenost soncu oziroma UV in UVB žarkom oziroma zaščita pred ultravijoličnim sevanjem. Dr. Ocvirk, vi ste tudi vodja multidisciplinarnega tima za melanom in druge kožne rake na Onkološkem inštitutu. To bo vprašanje za vas. Melanom velja za enega najhitreje naraščajočih rakov pri svetlopolti populaciji. Kako pogost je danes in zakaj je tako nevaren? Za njim zboli več kot 800 novih bolnikov v Sloveniji. Zakaj je nevaren? Zato, ker pravzaprav ena majhna sprememba na koži lahko zelo hitro zaseva. In ker lahko zelo hitro zaseva, se hitro širi in ga seveda odkrijemo v napredovali obliki. Vemo, da zgodnje oblike so dobro ozdravljive. V Sloveniji o tem govorimo že vrsto let in na srečo smo med državami, ki pa odkrivamo melanom v kar nizkih stadijih oziroma tanke melanome. Žal pa incidenca, kot smo rekli, narašča zaradi načina življenja, zaradi izpostavljenosti sončnim žarkom, ne nazadnje tudi zaradi velike uporabe solarja v preteklih letih. Veste, da je bilo to zelo popularno, čeprav smo se takrat trudili, da bi prišli do prepovedi ali pa do prepovedi saj za mladoletne. Je to kar nekaj let trajalo. Jaz se spomnim svojih mlajših let, ko so se odpirali solarji v Ljubljani in sem gledala vrsto mladih deklet, ki so čakale na reklamne zastonjske brezplačne obiske. Me je potem ena od mlajših kolegic razložila, da je to v času spomladanskem, ker so maturantski plesi, ker so valete in tako, in dejansko so jih prepričevali, da jih bojo pripravili na morje. Ne, to je škodljivo.
danes vemo, da solarij nima niti ene dobre pozitivne lastnosti. Če že to, da gremo na sonce in smo zunaj in v lepem sončnem vremenu lahko uživamo na prostem, čeprav je prav, da se zaščitimo, solariju niti tega ni, ne. Tako da, kar se tiče, potrebujemo zaščito v senci, izogibanje v tistem času, ko je sonce najbolj visoko nad nami, pa oblačila, ki so seveda temnejših barv, bolj gosto tkana, ki manj prepuščajo svetlobe, oblačila z UV filtri, dolgi rokavi, dolge hlače, v tistem dnevu pokrivala, ne smemo pozabiti na oči, tudi oči je treba zaščititi, melanom lahko tudi na očeh vznikne. In pa seveda zaščitni faktorji za kožo, taki z UVB in za UVA zaščito. Ni samo melanom, so tudi drugi kožni raki, ne melanomski. In kot smo vedno rekli, koža si zapomne, tisto, kar dobimo v mladosti, se nam potem pojavlja v starejših letih, tako melanom, ne melanomski kožni raki, pa seveda še bistveno kasnejši starosti. Kaj pa pomen zgodnjega odkrivanja in samo pregledovanje? Tudi to je verjetno pri tej točki nekako za poudariti. Absolutno. To je vrsta raka, ki jo lahko opazimo. Samo pregledovanje kože je priporočljivo enkrat mesečno in seveda vse, kar se spreminja po barvi, velikosti, gre nad nivo kože ali krvavi ali karkoli, je nekaj, kar bi moral biti alarmni zvonček za vsakega takega, da gre takoj do osebnega zdravnika in potem naprej, da se to preveri, kaj je s tem, se odstrani. Veliko lahko torej tukaj naredimo sami, ne, da preprečimo to vrsto raka. No, Tako je. nekateri dejavniki tveganja pa niso povezani samo z življenjskim slogom, torej ne moremo direktno narediti veliko, ampak lahko pa vseeno na nek način vplivamo, ne, recimo na okolje, v katerem živimo. Tukaj v Evropskem kodeksu proti raku so med priporočili tudi rakotvorni dejavniki na delovnem mestu oziroma izogibanje tem dejavnikom, seveda. Ja, tako je. To je 9. nasvet, kjer se pač svetuje delavcem, da se zelo dobro pozanimajo o vseh snoveh, s katerimi so v stiku na delovnem mestu, in tudi delodajalec je dolžan jih zaščititi pred temi nevarnimi snovmi, še posebej seveda pred rakotvornimi. Seveda je pa tudi naloga delavca samega, da pač vedno in povsod upošteva te zaščitne dejavnike. Vemo, da so zelo ogroženi na primer delavci v kakšnem gradbeništvu, tudi v kmetijstvu. Zopet, če se navežem na prejšnje priporočilo, tudi zaradi izpostavljenosti, zaradi narave dela, zaradi izpostavljenosti pač sončnemu sevanju. Pa tudi verjetno v tovarnah, kjer pač so izpostavljeni različnim kemičnim snovem, barvilom in tako naprej. Absolutno. Kar lahko naredijo je, da se seveda zaščitijo in ta zaščitna sredstva pač morajo imeti na voljo. To je seveda, zato je dolžan poskrbeti delodajalec. No, tudi radon v zaprtih prostorih je ena od tistih nevarnosti, ne, zaradi katerega lahko zbolimo. Kot vemo, ta plin ogroža predvsem prebivalce južne in zahodne Slovenije. Nevarnost pa je predvsem v tistih pritličnih stanovanjih. Kaj lahko naredimo pri tem, kako se temu lahko izognemo? Ja, tudi radon je omenjen v tem kodeksu, in sicer radon je pač radioaktivni plin, ki izhaja pronica iz zemeljske skorje in je stalno prisoten okrog nas. Pač vedno ne moremo se temu popolnoma izogniti, to je neko pač sevanje našega okolja in je v neki zelo majhni meri povezan s pljučnim rakom. Veliko bolj pomemben pri pljučnem raku je, kot smo že govorili, tobak. Lahko pa tudi te koncentracije radona v zaprtih prostorih seveda zmanjšamo in si še nekoliko zmanjšamo tveganje, tako da pač seveda zračimo prostore. Je pa tudi možnost, da izmerimo koncentracijo radona, da se pač na neko organizacijo obrnemo, si sposodimo merilnike, kjer se izmeri koncentracijo ali v naših domačih ali v delovnih prostorih in potem tudi od organizacije, torej od strokovnjakov dobimo tudi lahko nasvet,
nasvete, kaj naj spremenimo, da bomo zmanjšali tako koncentracijo v naših prostorih. Kateri ukrepi so potrebni? No, Uprava Republike Slovenije za varstvo pred sevanjem vsako leto financira neko določeno število tudi teh brezplačnih merjenj, ne? Tako da se velja pozanimati verjetno. Točno to, pa tudi Zavod za varstvo pri delu, mislim, da tudi ponuja te merilnike, res je. Potem pa je tukaj še onesnaženost zraka, ne, na katero res kot posamezniki težko kaj dosti vplivamo, ne. Lahko pa se poskušamo vseeno izogniti, kakšna so tukaj priporočila. Tako je, nekaj pa vseeno lahko naredimo, a ne. Priporočila Evropskega kodeksa so namreč taka, da pač poskušamo zmanjšati našo izpostavljenost na onesnaženemu zraku, tako da naprimer, ko se gibamo na prostem, ko se ukvarjamo s telesno dejavnostjo, da se seveda izogibamo zelo nekim prometnim cestam, prometnim središčem, naprimer, ko gremo peš ali pa s kolesom v službo, v šolo, da ne gremo ravno po glavni cesti, ampak da gremo po kakšni stranski ulici, ker menda že tam okrog 50 do 100 metrov oddaljenosti od zelo prometne ceste lahko že pomembno zmanjša onesnaženost zraka, ki ga vdihavamo. Hkrati pa lahko tudi druge nekako zaščitimo pred onesnaženim zrakom, tako da tudi mi čim manj uporabljamo seveda avtomobil, da uporabljamo javni prevoz, kolo, peš hojo. Nekaj vendarle lahko naredimo, ne? Tudi sami. Seveda, zopet vsak dan pomagam. Na velik poudarek kodeksa je tudi na presejanju in cepljenju. V Sloveniji že imamo 3 zelo uspešne presejalne programe, v pripravi pa so tudi že novi. Dr. Ivanuš, vi vodite državni program za presejanje raka materničnega vratu Zora in pa tudi državno komisijo za presejanje. Torej, ti 3 programi omenjeni Dora, Zora in Svit veljajo za zelo uspešne tudi v tujini in se tudi tam lahko veliko naučijo od vas. Kje smo pravzaprav naredili največji napredek in kje mogoče so pa tudi še kakšne rezerve? Ja, res je, naši 3 obstoječi presejalni programi so izjemno uspešni. Slovenija se namreč med vsemi evropskimi državami umešča prav na prvo mesto glede presejalnih politik in organiziranosti presejalnih programov. Se pravi, kar smo mi v Sloveniji uspeli narediti, je to, da smo organizirali celotno pot presejanja, od vabljenja na presejanje, potem triažo, diagnostiko, zdravljenje in spremljanje po zdravljenju, kar pomeni, da zagotavljamo zdaj, da veliko število ljudi pride na presejalne preglede, in da je potem kakovost zdravstvenih storitev na tej celi poti res izjemno dobra. Zdaj Slovenija je s programom Zora druga po udeležbi v Evropi, s 74% žensk se programa udeležuje vsake 3 leta, 86 pa malo zamudi, pa pride na 5 let. Program Svit je s 65% tretji v Evropi in program Dora z več kot 76% četrti v Evropi. Se pravi, uspeli smo po eni strani pripeljati ljudi na presejalne programe, mislim, da je tu ključno tudi zaupanje ljudi. Po drugi strani smo pa uspeli s centralno koordinacijo, presejalnimi registri, sodobnimi smernicami, izobraževanji za strokovnjake, zakonsko podporo in drugimi elementi organiziranega presejanja, ki smo ga vpeljali, res zagotoviti kakovost storitev. In kako se to kaže? Število novih primerov raka materničnega vratu in raka debelega črevesa in danke se v zadnjih letih zmanjšuje za okoli 2% letno, umrljivost za tema 2 rakoma pa kar za okrog 5% letno. In to nas spet uvršča v sam evropski vrh. Pri raku dojke pa ne moremo odkrivati tega raka v predrakavi obliki, zaradi tega ne moremo zmanjševati števila novih primerov. Kar pa je tu cilj, je, da se raka odkriva v zgodnji obliki, ker na tisti poti nastanka raka, ki sem jo prej opisala, je najbolj pomemben dejavnik, če že zbolimo za rakom, da prej kot ga odkrijemo, boljši bo rezultat, manj intenzivno bo zdravljenje in boljša bo kakovost življenja med zdravljenjem in po zdravljenju. In v programu Dora odkrivajo netipne rake in kar v 80% v začetnem stadiju. Se pa obetajo neke spremembe, kot ste napovedali v programu Zora, kaj pravzaprav lahko ženske pričakujejo? Ja, leta 2022 so izšla nova priporočila Sveta Evropske unije, ki prav tako temeljijo na skrbnem pregledu literature, podobno kot smo prej govorili za Evropski kodeks.
In ta priporočila pravzaprav v programu Zora uvajajo v presejanje za raka materničnega vratu, uvajajo kar precejšnje spremembe. Namreč prehajamo iz presejanja iz citološkega brisa na presejanje s testom HPV, in presejanje s testom HPV nam daje večjo varnost. To pomeni, da negativen izvid testa HPV, po domače rečeno, dlje drži, je pravi, saj nekje 5, 7, 10 let po negativnem izvidu testa HPV izjemno majhna verjetnost, da bi ženska zbolela z rakom materničnega vratu. In zaradi tega v presejalni program Zora, to ne bomo naredili jutri, vse bomo skomunicirali, ženske bodo dobile v bistvu odgovore na vprašanja, ampak bomo podaljšali presejalni interval iz 3 na 5 let. In tudi dvigali bomo starostno mejo za začetek presejanja iz 20 na 25 let, ker se je izkazalo, da v tej najmlajši starostni skupini žensk mi pravzaprav z odkrivanjem teh predrakavih sprememb in zdravljenjem ne preprečujemo raka, da te spremembe pravzaprav lahko povsem varno odkrivamo in zdravimo, ko so ženske stare 25 let in več, je pa treba takrat potem res priti in tudi res hoditi na 5 let. Pa še nekaj je, naše cepljene generacije deklic proti HPV so zdaj že stare tam okoli 27-28 let in kljub temu, da po precepljenosti proti HPV pa žal nismo prvi, smo pa nekje v sredini, 160% precepljenosti do 15 leta. No, ampak iz podatkov registra Zora, ko smo primerjali, kako cepljene generacije deklet zbolevajo s predrakavimi spremembami, ki potem lahko napredujejo v raka, v primerjavi z necepljenimi zgodovinskimi generacijami, generacijami, kohortami iz zgodovine, smo ugotovili, da imajo skoraj za polovico manjše zbolevanje, že zdaj. To je pa potem še nekako taka, dodatna tolažba, kajti že v preteklosti leta 2003, ko smo organizirali oportunistično presejanje, ki je kljub temu, da so nekatere ženske hodile na presejanje, so bile več ali manj to iste ženske, so prepogosto hodile, veliko žensk ni hodil, nihče ni vedel, kakšna je kakovost storitev in takrat nam je kljub temu, da so bili vsi zadovoljni, če je ženska hotela bris, je šla ginekologu, če je ginekolog bil ozaveščen, je lahko žensko tudi predlagal bris, nam je šla incidenca gora. In takrat smo podaljšali presejalni interval. To so ženske in tudi strokovnjaki so se bali, da mi nekaj jemljemo, da šparamo. To se zdaj, bom rekla, zdaj spet podaljšujemo presejalni interval, dvigamo starostno mejo, ne gre za varčevalni ukrep. Dejstvo je, da bomo s tem novim presejanjem preprečili še več raka in še prej dosegli odpravo tega raka v Sloveniji. Torej, to pomeni, da ni treba, da so ženske zaskrbljene glede svoje varnosti, ampak prav nasprotno. Gremo v boljši program in pri presejanju res velja, manj je več. Ampak, ko bodo pa ženske dobile vabilo, ko bo pa 5 let manj, takrat pa res je prav, da grejo. Tako. Velika pridobitev bodo tudi novi presejalni programi. Trenutno si lahko najprej obetamo presejalne programe za raka prostate, za raka pljuč in raka želodca. Nam na kratko lahko izdate, kako daleč smo pravzaprav in kdaj lahko pričakujemo, da se bodo začeli ti programi tudi uresničevati. Ja, zdaj prav organiziranega populacijskega presejalnega programa za raka prostate nima še nobena evropska država. Zdaj vse države, vključno Slovenijo, smo v fazi, ko proučujemo. In to so tudi navodila Evropske unije. Proučiti je potrebno, kaj bi tak program v državi naredil z vidika zmanjšanja bremena raka in z vidika pravzaprav izvedljivosti. Kajti zavedati se je treba, da v bistvu, ko enkrat se odločimo in uvedemo program, da je treba zagotoviti vso infrastrukturo, kader, finance in vse. Tako da trenutno na Onkološkem inštitutu Ljubljana poteka v bistvu raziskava, v katero smo povabili naključno izbrane moške iz osrednje slovenske regije in jih povabili na odvzem krvi za presejalni pregled s testom PSA. Vsi moški, ki imajo povišan test PSA, so potem povabljeni na dodatne triažne preiskave, ultrazvok čez trebuh, se oceni velikost prostate, gostoto PSA, potem se še en dodaten marker naredi v krvi in moški, ki imajo te dodatne teste povišane, grejo potem na magnet
In če magnet pokaže res povečano tveganje, grejo potem na posvet k urologu in potem sledi biopsija in ključno, kar želimo pri raku prostate je doseči, mi želimo odkrivati tiste rake prostate, ki so nevarni. Tako kot je že prej naša strokovna direktorica omenila, pri raku prostate velja, da niso vsi raki nevarni. Imamo tako imenovane rakce, ki nikoli ne bodo stregli moškemu po življenju. In ko bomo uvedli organizacijsko populacijsko presejanje za raka prostate, takrat bo treba pravzaprav tudi zelo dobro komunicirati to, da nekateri moški ne bodo zdravljeni, tako kot si predstavljamo zdravljenje, ampak da bo v bistvu pri njih svetovano aktivno spremljanje. In samo v primeru, da bi se na kontrolah pokazali, da rak napreduje, potem bo svetovano zdravljenje. Zaradi tega, ker z zdravljenjem rakov, ki moškemu ne strežejo po življenju, mi vseeno lahko povzročamo neželene učinke. Tako da tukaj pri raku prostate bo res izjemno treba paziti, zelo ozavestiti moške. In ne samo to, tukaj imamo situacijo, ko veliko moških že hodi na presejanje. Grejo k svojemu zdravniku v referenčno ambulanto, menedžerski pregled, naredijo test PSA, ampak mi na populacijski ravni ne vidimo, da bi to zmanjševalo umrljivost. Podobno se dogaja, kot se je pri Zori dogajalo. Ogromno nekega presejanja, nihče ne ve, kdo hodi, nihče ne ve, kakšna je kakovost, to se pa ne odraža v zmanjšanem bremenu raka, delamo pa zagotovo škodo tem ljudem. Tudi to je v bistvu razlog, zakaj smo se odločili to presejanje organizirati. No, pri presejanju za raka prostate se bo iskalo bolj agresivne oblike raka, no, pri presejanju za raka pljuč boste pa ciljali na kadilce, predvsem na to populacijo. Ja, presejanje za raka pljuč je pa za pljučnega raka je pa čisto druga zgodba. Tukaj pa pravzaprav imamo v Sloveniji in tudi drugod po svetu problem, da pravzaprav tega raka prepozno odkrivamo. In zato, ker ga pozno odkrivamo, zelo veliko teh ljudi umre, Pljučni rak je prvi rak po vzroku smrti med bolniki z rakom in je prognoza res slaba, predvsem takrat, ko je odkrit v poznem stadiju. In namen organiziranega presejanja za pljučnega raka, ki je v pripravi, pa je, da bomo mi raka odkrivali bolj zgodaj. Zdaj je pa res, da je to presejanje pravzaprav upravičeno samo pri tistih ljudeh, ki imajo res visoko tveganje. Drugače s tem presejanjem pravzaprav ne delamo neke koristi, obremenjujemo pa ljudi s preiskavami, nekimi nepotrebnimi najdbami, ki nikoli ne bi stregle po življenju. In zato pa je to presejanje pravzaprav bo ciljalo na kadilce, hude kadilce, bivše kadilce, je pa zelo pomembno, da bomo v tem procesu identifikacije ljudi, ki imajo dovolj veliko tveganje, da je presejanje za pljučnega raka pri njih upravičeno, identificirali tudi kadilce, ki pravzaprav vsi bi pa imeli korist od tega, če bi nehali kaditi. In se jim bo ponudila možnost odvajanja od kajenja, ker večina kadilcev želi nehati kaditi, ampak od tega, da ti sam storiš korak pa poiščeš pomoč, od tega, da ti nekdo to pomoč ponudi, to je velika razlika in verjamem, da bomo s tem, ko bomo, če bomo, ponovno treba iti preko raziskave, ki bo verjetno začela teči konec naslednjega leta, je pomembno tudi to, da bomo ljudem ponujali, tisti, ki bojo želeli tudi možnost, aktivno jim bomo ponujali možnost odvajanja od kajenja. Tukaj bo to na nek način to presejanje potem imelo dvojno korist. No, pri raku želodca pa sta že bili izvedeni 2 raziskavi in zaključeni, mislim, da lani, in izsledki so tudi zelo presenetljivi in zelo uporabni. Glede te okužbe s Helicobacter pylori. Rak želodca je pa malo poseben rak. Po eni strani je tako, da se incidenca in umrljivost pač v Sloveniji zmanjšujeta. In tudi ni še čisto povsem jasno, tudi evropska priporočila pravijo uvesti presejanje in zdravljenje okužbe v področjih, kjer je breme tega raka veliko.
tudi pravzaprav različne države proučujejo različne pristope, različne starostne skupine, različne presajalne teste, vse nas skrbi v bistvu rezistenca, da se bi pač s tem, ko zdravimo, ko odkrijemo in zdravimo okužbo z antibiotiki, potem razvila rezistenca na te antibiotike. Tako da je veliko še vprašanj. Ampak kar pa že vemo je to, kar smo pravzaprav tudi v Sloveniji preverjali, a ne, Nacionalni inštitut za javno zdravje je izvedel 2 raziskavi, eno v ljubljanski, eno v mariborski regiji, pri mladih ljudeh, starih 30 do 34 let. In sicer so jih povabili na testiranje, a ne, v kateri so potem ugotavljali, ali so okuženi z okužbo z bakterijo Helicobacter pylori, in če so bili, so jih pravzaprav tudi zdravili. Zdaj, zakaj je to presejanje posebno? Zato, ker je edino, ki pravzaprav spada v to področje primarne preventive. Mi odkrijemo in zdravimo okužbo. Sploh ne pride do sprememb celic. Pri recimo raku materničnega vratu mi lahko odkrijemo okužbo HPV, ki vodi do raka, ampak okužbe ne znamo pozdraviti. Lahko jo preprečimo s cepljenjem, ne znamo jo pa pozdraviti in moramo še vedno počakati, da bojo spremembe nastale. A ne? Je pa pravzaprav tukaj, ker so mladi vpleteni, a ne, je bila odzivnost, bom rekla, premajhna, tukaj bo treba še nekaj narediti. Tam v bistvu okoli 24 do 34%, odvisno v kateri regiji, je pa zagotovo, pravzaprav rezultati naše slovenske raziskave so pokazali, da je tako presejanje precej enostavno, a ne, odkriješ okužbo, zdraviš okužbo in to je to. Vprašanje je, koliko bi potem prišlo do teh ponovnih okužb, načeloma se ne predvideva, da prav dost, skrbi nas ta rezistenca na antibiotike, a ne. Poleg tega, da ta okužba lahko povzroča želodčnega raka, povzroča tudi razne ulkuse, gastritise in bi z zdravljenjem te okužbe zelo veliko tam tudi prišparali. In dejansko je to, se kaže, prav na slovenskih podatkih je bila narejena analiza stroškovne učinkovitosti, da bi bil pa ta pristop za Helicobacter pylori izjemno stroškovno učinkovit. No, Evropski kodeks proti raku še posebej izpostavlja tudi rakotvorne okužbe in zaščito pred njimi. Okužbo s HPV ste omenili oziroma ste o tem tudi že nekaj povedali. Tukaj seveda pride na vrsto oziroma je velik pomen tudi cepljenja, ne. Tukaj se pa verjetno zdravniki, strokovnjaki srečujete s kar nekaj odpora, ne. Zakaj je še vedno tako in zakaj je cepljenje pravzaprav pomembno? Ja, to, da tudi okužbe povzročajo raka, pravzaprav ljudje nekako še niso ponotranjali. Jaz lahko tudi svojo osebno zgodbo povem, ko je moja mama zbolela z rakom dojke, ki absolutno ni povezan z okužbami, a ne. Sem se jaz bala solatov iz iste sklede, da se ne bom okužila, ker sem bila še majhna. Pa je mami rekla, ne se, Urška, ne se bati, rak pa res se ne prenaša z okužbami. No, danes vemo, da se, a ne. V nerazvitem svetu okužbe povzročajo tudi okoli 15 do 20% raka, pri nas v razvitem svetu okoli 7%, so pa v bistvu 3 okužbe tiste, ki so najbolj pomembne. Približno 1/3 si delijo. Okužba s HPV, človeškimi papilomavirusi, ki povzroča 6 različnih vrst rakov pri moških in ženskah, in s cepljenjem preprečujemo vse te rake, a ne. Potem okužba s hepatitisom B in C in tukaj imamo izjemno dobro, pravzaprav učinkovito cepivo proti hepatitisu B. Zdaj, odkar ga dajemo v bistvu skupaj z drugimi cepivi, kmalu po rojstvu je precepljenost več kot 90%, po sami sestavi je pa to cepivo zelo, zelo podobno cepivu proti HPV, kjer pa pravzaprav dosegamo do 15. leta 60% precepljenost pri deklicah, pri dečkih je še nekoliko manjša, želimo si pa 90% dosežta, ne? Ker vemo, da takrat bomo pa lahko odpravili raka materničnega vratu in tudi druge s HPV povezane rake. Zdaj, in ta tretji steber je pa Helicobacter pylori, o katerem smo že govorili. Zdaj, jaz kot strokovnjak seveda razumem starše, ki se odločajo o cepljenju proti HPV, da jih je strah, a ne, ker morajo podpisati privolitev. Pri marsikaterem drugem cepljenju privolitev ni treba podpisati, ampak jaz verjamem, da v naši sodobni družbi vsa nova cepljenja bodo uvedena na način, da bo pač potreba podpisati privolitev. In včasih mislijo, da če nič ne podpišejo, da se niso odločili. To ni res. Mi verjamemo pravzaprav, da cepljenje da v bistvu s tem, ko nisi podpisal, pač si se odločil proti cepljenju. In tvoj otrok ni zaščiten, a ne. In dejte starši preden pravzaprav, ko bo vaš otrok v 6. razredu osnovne šole in bo cepljenje na vrsti, res
preveriti pri pediatru, pri šolskem zdravniku, nekaj on pravi. To je običajno čas, ko pediatra ne vidimo veliko, ampak takrat se ga pa splača poklicati. Ker to cepivo res lahko reši vašega otroka. Meni je pa zelo všeč en stavek, ki ga naša strokovna direktorica velikokrat pove. Namreč jaz delam na področju preventive, profesor Ocvirkova je pa na kliniki, vsak dan se srečuje s pacienti in je to res v bistvu presenetljivo, kako včasih ljudje odreagirajo. Pa mogoče profesor Ocvirk, če kar poveste, jaz ne morem tistega vašega stavka na eni novinarski konferenci pozabiti, kaj ste ga povedali. Ja, ljudje potem, ko zbolijo, seveda si želijo najbolj sodobnih načinov zdravljenja in vsega. In ko se je začelo govoriti o cepivih, ki bi seveda zdravile raka, in so ta šla v zgodne faze 1 klinične raziskave, pre nekateri bolnik je prišel, jaz bi pa rad cepivo, jaz bi se pa cepil in tako, ampak ko pa govorimo, da bi lahko preprečili 6 različnih oblik z enim cepljenjem HPV, pa vemo, da je odpor staršev kar velik proti cepljenju, da ne podpišejo. Žal tega nimamo v cepilnem koledarju za otroke, tako kot imamo druga cepljenja, ki so seveda že vrsto let tukaj. Tako da navdušenje nad cepljenjem v času zdravljenja je, ampak to že govorimo o rakavi bolezni. Včasih je ta tudi neozdravljiva in tudi s temi cepljenji ne bo, ker vemo, da zaenkrat cepljenja v zdravljenju pomagajo v zgodnih oblikah, ampak nihče pa ne bi tega tako rade volje preprečil. To je enako kot zdravim načinom življenja. Ja. Pri preventivi je paradoks ravno v tem, da je njen največji uspeh prav tista bolezen, ki je ne dobimo, in tega pač ni mogoče dokazati potem, da je res učinkovalo to, prav to. Vsi razmišljamo, meni se to ne bo zgodilo. Ja, na tak način. No, kljub res gromozanskemu napredku sodobne onkologije so nekateri raki še vedno zelo težko ozdravljivi. Kateri danes za stroko predstavljajo največji izziv? Vem, da je tukaj več različnih vidikov. Ja, kar več vrst raka je, ki jih še danes ne znamo dobro ozdraviti. Tudi napredovala oblika pljučnega raka, ki je zelo pogosta, ki je bila preomenjena. Eden takih je sigurno rak trebušne slinavke, kjer ga incidenca tudi raste, pa ni med tistimi prvimi največjimi 5, ampak imamo že več kot 500 novih primerov letno v Sloveniji in to je po zadnjem registru prišel čez to mejo 500. Ta je zelo slabo ozdravljiv. Če vam povem, da ko ga odkrijemo, je samo dobrih 10% bolnikov v stadiju, ko to lahko operiramo in seveda to je tisto edino, kjer bi danes zdravljenje, edino, ki je res učinkovito, za kjer vsa sistemska zdravljenja napredovale, oblike raka trebušne slinavke niso taka, da bi prinesla ozdravitev, prinesejo podaljšanje preživetja. Včasih je imel ta rak srednja preživetja 3 mesece ali nekaj tasga, zdaj imamo učinkovita zdravljenja, kjer se je to močno podaljšalo, pa seveda te bolniki lahko vsaj v polovici živijo več kot leto ali toliko in toliko mesecev, ampak še vedno govorimo o neozdravljivem raku. To je tudi področje, kjer je v onkologiji veliko raziskav. Potem imamo pa nekatere tudi vrste, ki so manj pogoste, kot so recimo raki, ki vzniknejo v možganju, v centralnem živčnem sistemu, tudi te so zelo različni in zato tudi toliko težje jih je zdraviti, ker so sami po sebi diagnostično in pa številni napredovali solidni raki. Torej je pri večini teh oblik problem oziroma težava ravno v tem, da jih odkrijete prepozno, da recimo ni določenih simptomov, da ni presejalnih programov in ko pač enkrat se simptomi pojavijo, takrat pa je rak že v taki fazi, da ga ni več mogoče obvladati. Tako je. Veliko rakov prebavil je v taki fazi, zato ker so to notranji organi in seveda simptomi nastanejo pozno oziroma so podobni čemurkoli drugemu. Če govorimo o rakih prebavil, slabost, bruhanje, bolečine v trebuhu, recimo to so simptomi, ki so lahko za neko okužbo ali pa prehodno virusno ali pa zastrupitvijo s hrano. Skratka, če simptomi dalj časa trajajo, ne bi napotili na
nekoga na to, da grejo na diagnostiko, a ne, tudi rak pljuč ne dela takoj kašlja ali pa pri kadilcih je to en od simptomov, ki ga že prej imajo, pa se mora ta spremeniti. Skratka, vse, kar je v notranjih organih, kar ne moramo videti in zatipati in nima nekih tipičnih simptomov, velikokrat prepozno odkrijemo. Tudi ljudje smo včasih premalo pozorni na nekaj, kar se nam pojavlja, na težave. Mogoče o tem premalo govorimo in premalo vejo, ker tudi včasih kdo reče, če bi pa jaz to vedel, da je to lahko povezan nek tak simptom, ne, z rakom, bi pa mogoče šel prej. Pa čeprav je netipičen in lahko pomeni karkoli, skratka, težave, ki vztrajajo, ne minejo, niso povezane z nečim, kar je prehodno, ampak lahko z neko boleznijo, kakor je tudi rak, ne vodijo ljudi do zdravnikov in do nadaljne diagnostike. Kolikšen delež teh omenjenih rakov, no dobro, za raka pljuč smo že povedali, ne, ampak za druge oblike pa bi lahko preprečili s temi ukrepi, o katerih smo danes govorili? No, če začnemo spet pri raku trebušne slinavke, ravno tako, ta rak je povezan tako z prekomernim uživanjem alkohola ali sploh uživanjem prekomerno telesno težo, premajhno telesno dejavnostjo. Včasih se pred njim kakšne mogoče 2 leti prej pojavi tudi sladkorna bolezen, ki seveda gre za vsemi temi dejavniki, ne, se niso to samo dejavniki za raka, to so dejavniki tudi za srčno-žilne bolezni, za sladkorno bolezen. Zdravim načinom bi tako kot smo rekli, morda lahko 40% vseh rakov preprečili na seveda različnih, tam, kjer jih kasneje odkrivamo, bi bil ta učinek še toliko večji. Tam, kjer nimamo presejalnih programov za rak trebušne slinavke, nimamo nekaj, s čemer bi lahko presejali, neke metodologije in zato tudi tukaj seveda ne, da se ni razmišljalo o kakšnem presejalnem programu, ampak nimamo orodja, bi mogoče rekli, s katerim bi presejali, tako da ne bomo, ne? Še nekaj časa, ne vemo, sigurno ne. Če ne, se pa zagotovo raziskuje, ja. Raziskuje se, ravno tako kot se raziskuje pri raku kože, pa tudi tam se še ni izkazalo, da bi presejanja karkoli doprinesla, seveda morajo nekaj doprinesti. In enako pri ostalih vrstah raka, tako da bistvo je, da naredimo nekaj zase, da čim bolj zdravo živimo in pa da seveda, če imamo težave, poiščemo zdravnika. Ja. No, kot rečeno, pa vseeno veliko ljudi, vedno več ljudi raka tudi preživi, ne? In zato postaja tudi kakovost življenja po zdravljenju zelo pomembna tema. Ko se pa če enkrat zdravljenje zaključi, se takrat zgodba z rakom ne konča, kaj ne? Kakšne so lahko posledice, recimo? Ko se enkrat zdravljenje zaključi, seveda ljudi tudi spremljamo, kot prvo spremljamo, zato da bi morebitne ponovitve hitreje odkrili. Po drugi strani pa seveda nekateri imajo lahko posledice zaradi same rakave bolezni, pa tudi zaradi zdravljenja. Odvisno od obsega operacije, odvisno od danih terapij, lahko je kar nekaj tega. Mi govorimo o celostni oskrbi in pa o rehabilitaciji. Veliko se je v zadnjih letih tudi zgodilo in naredilo na tem področju. Bolniki dobivajo tudi vprašalnike, po katerih bi morebitne težave zelo hitro odkrili, jih napotili k ustreznemu specialistu, trudimo se z vračanjem tudi na delovna mesta pri mlajših, celostno oskrbo, psihološko podporo, kajti tudi soočanje z samo diagnozo in pa potem s celotnim zdravljenjem in življenjem, s tem, da si nekoč imel raka in strahom, da se bo nekaj ponovilo, prinese lahko svoje psihične težave. Tako da celostna oskrba je tisto, o čemer ne samo, da veliko govorimo, ampak tudi v zadnjih letih veliko delamo. S poudarkom tudi na psihološki podpori, ne? Verjetno. Ja. No, veliko je ostalo še izzivov v onkologiji, tudi v današnjem času, ne? Dobra novica pa je, da lahko veliko naredimo sami in to s pametnimi odločitvami, ki jih sprejemamo čisto vsak dan. Hvala lepa, ker ste bile z nami in hvala za vse te informacije. Kako torej živeti tako, da bomo imeli čim več možnosti, da bomo živeli brez raka? Lahko bi rekli, da ste danes v roke dobili nekakšen zemljevid, upam pa, da ga boste tudi znali in da ga boste želeli čim večkrat uporabljati. Hvala lepa, da ste bili z nami in srečno.
Viva podcast.